To je pa moje kolo, ki so mi ga v apartmaju prijazno odstopili. V glavnem je res super za kolesarjenje. Dober dan in en lep dopustniški pozdrav. Jaz sem svojih 10.000 korakov danes že naredila in sicer sva bila z možem v mestu Yper, to je v Belgiji, kjer dopustujeva. Yper je mesto, ki je znano predvsem iz Prve svetovne vojne, ker je bil tam tudi uporabljen prvič bojni strup. Yperit je dobil ime ravno po tem mestu. Zdaj sem se odpravila še na kolesarjenje, glih za kakšno urco. Tukaj je 23 stopinj, midva se nahajava v mestu Torhout, vse skozi piha, dan je pa vse do 10. ure zvečer. To je pa moje kolo, ki so mi ga v apartmaju prijazno odstopili. Vsak dan naredim približno 20 km, ampak za rekreacijo je to čisto dovolj. Belgijci so precej kolesarski narod, tako da imajo ogromno kolesarskih stez, imate različne vrste tabel in po teh tablah potem se usmerite. Ene so bolj take turistične, ene so pa take bolj zahtevne. Del poti me je zdaj peljala po glavni cesti, ampak so zelo strpni vozniki. Jaz sem prišla zdaj do ene poti, ki je v bistvu stranska pot, je pa po tej poti, ki bom zdaj šla, tekla železnica včasih. V glavnem je res super za kolesarjenje, je res idealno, tako da si varen, da šibaš ali greš pa bolj počas. Lepo, res, jaz sem tako navdušena, tako lepo ima urejen, super je. Evo, pa sem čez glavno cesto, oziroma to ni prav glavna cesta, ampak je ena izmed stranskih. In spet, stara železniška proga, asfaltirana in pripravljena za rekreiranje. Kar mi je še posebej všeč, nobenih smeti, nobenih odpadkov, nobenih vrečkic, karkoli. Res pazijo na čistočo, vse povsod na vsakem koraku. Saj smo tudi mi pridni, no, ampak vseeno kdaj bi lahko bili še bolj. Tukaj so tudi stopnice, da greš se lahko gor na cesto in si skrajšate pot. Če ste peš predvsem, s kolesom malo težje. Včasih je kolesarska steza ločena z živo mejo, kakšnimi gradicami, karkoli. V glavnem poskrbljeno 100% za kolesarje. Poglejte še to okolico, kako je čudovita. Moram pa reči, da mi je tudi všeč ta okolica, ker je vse zeleno. Ogromno je dežja tukaj, ni tiste pripeke te prave, kakor pri nas, ni tiste suše. Ljudje imajo tukaj res lepo urejene zelenice, vsaka hiša posebej, pokošena trava, žive meje porezane, vrtovi dodelani. V glavnem fantastično, res čudovito. Tle je pa ovira, to pa pomeni, da bom obrnila. Tle je bila ovira samo za avtomobile, ker tudi avtomobile lahko en del poti tle vozijo. Naredila en spust, hribov itak ni. Poglejte tudi to okolico, kako je čudovita, kako je res super urejen. Prav lepo. In tle se res lahko spočiješ, prekolesariš, karkoli, se usedeš na klopco, sanjariš, ni problem. Ma, če nisem prav sama tle na temu bajerju, lepo, lepo. Jaz bom šla še tja do opazovalnice. Aha, tle pogledam, če kaj rib vidim. Tle sem slišala žabe. Zdaj grem pogledat, če bom videla kakšne ptice. Zaenkrat ni nič videti. Še eno nadstropje.
ko gledam te lukne, se mi zdi, da se mi bo pod nogami prav udaril, ker to se bo zihar samo mene enkrat naredil, ker mene tako strah višine. Grem nazaj na kolo, pa še en krog. To bi bilo za danes vse z tega kolesarskega izleta. Hvala za vašo pozornost. Pojdite tudi vi kaj na kolo. Tukaj po Belgiji lepo kolesariti. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau. Čau, čau. Ja, z eno roko je težko mahati vse. Čau.